Zakaj bomo tako oblečeni, če gremo samo gledati arheološke najdbe? V bistvu to najdišče ni samo najdišče, ampak je hkrati tudi gradbišče. In zato moramo paziti, da smo vidni in da imamo na glavi čelado, ker je okrog nas veliko bagrov in drugih strojev, pa da smo varni. Kako se je pa sploh zgodilo, da ste to našli? V bistvu so raziskovalci že konec 19. stoletja, ko so tu zgradili prvo kanalizacijo, naleteli na grobove iz 4. stoletja, torej na rimsko grobišče so naleteli. In zato imamo mi že od takrat, torej že več kot 100 let, mi vemo, da je tukaj arheološko najdišče. In zaradi tega, ko prenavljamo tokrat Gosposvetsko cesto, je pač potrebno, da se izvedejo arheološka izkopavanja. A vi te stvari boste kam odnesli ali jih tukaj pustite? Nič ne bomo tu pustili. Ko bomo mi končali, v bistvu tu ne bo več arheološkega najdišča. Vse najdbe pa človeške ostanke bomo odpeljali v depo Mestnega muzeja Ljubljana, kjer jih bomo očistili in potem naprej raziskovali, fotografirali, dokumentirali. Za nami bo pa tu ostala taka priročna gradbena jama, da bojo lahko gradbinci naprej delali svoje. Kaj pa je to za neko posebno orodje? Ja, mi to imenujemo strgulja in je tako posebno arheološko orodje. Strgulja se imenuje zato, ker s tem strgamo, kar pomeni, da očistimo površino, da se pol pač boljš vidi, s čim imamo opravka. Kaj pa je to pred nami? To je sarkofag. Sarkofagi so take kamnite skrinje, v katerih so bili pokopani bogatejši Rimljani in tudi bogatejši Emonci, v bistvu, zato ker ni bilo poceni si v tistem času izdelati take kamnite skrinje. A to, ko je zdaj cesta, bilo včasih pokopališče? Ja, res je. Včasih je bilo pokopališče, ampak zelo daleč nazaj, kakih 1600 let daleč nazaj, ko se je Ljubljana v bistvu še imenovala Emona in so tu živeli Rimljani. A to, kar je v teh škatlah, ste tukaj našli? Tako je, to smo našli tukaj in to so v bistvu, mi to imenujemo posebne najdbe, zaradi tega, ker so mogoče malo bolj ohranjene. A lahko vidimo kaj je v teh škatlah? Ker poglejmo najprej, kaj skrivajo. Aha, to je, a mogoče sveta? Ne. To je, mi to imenujemo fibula. Gre v bistvu pravzaprav za čisto preprosto varnostno zaponko. Si morate predstavljati, da je bila tu še igla in to so uporabljali za spenjanje oblačil, da so kak plašč pripeli na tuniko ali pa togo, ker pač takrat niso poznali gumbo pa zadrg. Evo, cel kup novcev. In na teh novcih so ponavadi na eni strani upodobljen vladar, cesar, ki je v določenem obdobju vladal. In gre v bistvu za take portrete. Po večini so bronasti, imamo pa tudi srebrne in ti so bili seveda več vredni. A to ste vi našli v sarkofagih ali ste odkrili? Ne, to smo odkrili od zunaj, v bistvu v teh plasteh, ki jih imenujemo recimo vhodne površine, pač na površini, po kateri so ljudje takrat hodili. Ampak ravno to stekleničko smo pa odkrili v enem grobu iz 1. stoletja, ker je bil pridan v grob. Torej, človeku, ki je umrl, so to dodali v grob, so mu položili. A jaz to prav vidim, da je to koste? Ja, v bistvu to je skelet enega izmed Emoncev, ki je pač bil pokopan na tem pokopališču. Ampak kot vidimo, v bistvu ni cel, marsikaj manjka. Lubanje ni, pa nog ni. Kaj še manjka? Dlani smo prej ugotovili. Iz neznanega razloga v bistvu. Ne moremo še v tem trenutku reči. Mogoče, da je bil grob prekopan že kmalu potem, ko je bil človek tukaj pokopan. A boste vi tudi to odnesli v muzej? Ja, seveda. Vse skelete odnesemo v muzej, torej vse posmrtne ostanke, kjer jih skrbno očistimo, dokumentiramo. A tisto tam so tudi vaši arheologi? Ja, seveda, tam je del v bistvu istega najdišča. Tu, kjer je danes Slovenska cesta, je že v antiki, torej v času Emone, bila prav tako cesta, ki je vodila v mesto iz Celja, iz takratne Celeje. Kaj pa je bilo tukaj v rimljanskem obdobju? Aha, torej, ko Emona propade, tam v 5. 6. stoletju, torej kakih 200 let potem, ko je bilo to pokopališče narejeno, so bile tu nekak polja, pa njivske površine. A tukaj, ko boste potem končali delati, bo bila spet cesta? Ja, spet bo cesta, in bo odprta za promet. Tako. Pa nova kanalizacija bo, pa nov vodovod, pa nova razsvetljava, pa nov drevored, pa celotno cestišče bo izgledalo malo lepše, kot je pa izgledalo do zdaj.